Najprej naj povem, da sem izredno vesel, da lahko danes med nami pozdravim ugledne strokovnjake in pa seveda ekipo, ki je poskrbela, da se Slovenija pridružuje najrazvitejšim državam na področju medicine in seveda še natančneje na področju genetske diagnostike. Kot veste, smo pred slabim mesecem dni predstavili načrt dela na področju redkih bolezni za obdobje 2021 do 2031, ter hkrati tudi akcijski načrt dela za leti 2022 in 2024. Danes smo tu zato, da seveda pokažemo in dokažemo, da omenjene dokumenta nista le črki na papirju, temveč da za ukrepi na tem področju resno mislimo. Kot veste, redke bolezni prizadenejo vsakega 2000 prebivalca Slovenije. Ljudje z redkimi boleznimi imajo seveda poleg težav, ki jih prinaša sama redka bolezen, seveda potem še vrsto težav z dolgotrajno in pa naporno potjo do pravilne klinične diagnoze. Od prvih simptomov pa do končne diagnoze, po podatkih, ki jih imamo, pogosto poteče 8 let in več. In seveda v tem času so ti bolniki pogosto deležni napačnih diagnoz, napačnih zdravljenj in se to znižuje kvaliteto njihovega življenja. Načrt dela redkih bolezni ravno zato predvideva 4 ključne cilje. Poleg skrbi za vrhunsko zdravstveno oskrbo, deljenje informacij za skupen napredek in skrbi za integrirano socialno oskrbo in izobraževanje, tudi seveda čimprejšnjo diagnostiko s personalizirano medicino in pa čimprejšnje zdravljenje v primeru seveda pojava simptomov. Na tem področju tako postavljamo pomemben mejnik. In sicer smo na poti, da pridobimo slovenski genom.